tretja velika zlata rola. Kaj pravzaprav to pomeni? Nič kaj posebnega, če k temu ne dodamo najbolj pomembnega podatka. Zapriseženih 175.000 gledalcev. Od osamosvojitve je namreč najbolj gledan slovenski film in tretji na lestvici najbolj gledanih filmov nasploh. Ja, občutki ob gledanosti, ki je zdaj, mislim, da blizu 180.000 ali že čez. Da sem že pozabil celo. Že čez, ja. Ja, mislim, izjemno, no. Izjemno sem vesel, da je bil film sprejet. Film smo delali od začetka z neko željo, da bi bil med ljudmi dobro sprejet, ker ima tako vsebino, ki je dišala, potem, da ima ene komercialne elemente. In če se bi filmu zgodilo kaj drugega, bi največ bilo eno razočaranje med ekipo. Tako pa smo zdaj dejansko vsi zadovoljni. Je pa pred nami neke vrste izziv, ne. Naslednji film, če ga bom kdaj še delal, bo sigurno imel in pri ljudeh, ki ga bojo pričakovali, in pri nas, ki ga bomo delali, neko pričakovanje skrito, ki mogoče je včasih tudi neutemeljeno, ne. Dokot bo šla številka gledalcev, ne vem, se bom pustil presenetiti. V vsakem primeru pa je zdaj pred nami pač neka mednarodna turneja v smislu festivalov. Vem, da 2. aprila imamo projekcijo v Celovcu, prav v rednem kinu, pa Hrvaška je aprila tudi pred nami, tako da je še to v bistvu, to leto bo po moje še kar pestro, kar se tiče tega. Zdaj naprej tujina, ne? Zdajle bo šel v Berlin, potem gre v München, aprila je predvidena premiera filma na Hrvaškem, oktobra premiera filma v Srbiji, ne? In čez poletje bodo pa matineje tudi po Sloveniji. Mislim, sama promocija seveda pripomore k gledanosti filma, ne? Samo če film ne bi bil dober, če ne bi bil dobre literarne podlage, tudi promocija ne bi pripomogla, ne? Treba vsekakor delati na promociji filma. Nimam kaj dosti za dodati. Očitno je Petelji zajtrk res hit, največji slovenski filmski hit. Marko Naberšnik je ustvaril prekrasen film, profesionalno dodelan in očitno všečen vsem generacijam. Če bi dobil ta film Oskarja, jaz mislim, da ima premalo političnih elementov, da bi dobil Oskarja. To je ena stvar. Potem mislim, da ima tudi premalo nekih, rečemo temu, medicinskih elementov, ker Oskar ima radi, ali so politične teme, ali pa da je kdo not, ne vem, kak invalid, pa ima to radi, ali mislim, ne vem. Oskar ima eno svojo specifiko, vsebinsko, vsako leto znova se to dokaže, da mora film imeti tudi neko tako rekoč težo. Bomo videli, kaj film čaka v tujini, res to sem pustil presenetiti. Oskarja bomo dobili? Najbrž ne, smo zamudili prijavo. Naslednji projekt bo najbrž povezan spet s Ferjem Lainškom, ker gre za ekranizacijo njegovega zadnjega romana, Nedotakljivi. Naslov filma bo drugačen, zaenkrat so stvari še v povojih, tistih povojih, ko je bil Peteljin zajtrk leta 2003, ko še nihče o ničemer nič ni vedel. In trenutno je tudi ta film nekje tukaj. Bomo pa videli, kaj bo naprej.